Lep pozdrav. Z menoj sta profesorica Eva Boštjančič in Matic Kadliček. Doktorica Eva Boštjančič je redna profesorica za psihologijo dela in organizacije na oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja s področjem talentov, medkulturno inteligentnostjo in vodenjem v organizacijskem okolju, z vračanjem na delo po izgorelosti oziroma po daljši bolniški odsotnosti in podobno. Ob tem tudi svetuje, vodi delavnice, predava zaposlenim v gospodarstvu in javnem sektorju ter ureja spletno stran www.psihologijadela.com. Matic Kadliček je univerzitetni diplomirani psiholog, pretežno pa se osredotoča na področje vedenja in razvoja kadrov v organizacijah. Deluje kot direktor podjetja Video Center, v katerem vodstvom in vodjem svetuje, izobražuje ter izdeluje in vpeljuje orodja za uspešno vodenje in razvoj zaposlenih z področja mehkih veščin, psihološkega ocenjevanja, timskega coachinga, načrtovanja nasledstev, napredovanj in premestitev. Ukvarja se z diagnostiko delovnih okolij, torej delovnim zadovoljstvom, zavzetostjo delavcev, klimo, kulturo, energijo in občutkom pripadnosti ter vrednotami. Pomemben del njegove poklicne usmeritve je tudi svetovanje o mentoriranju ter merjenje učinkov izobraževalnih in drugih projektov po ROI metodologiji. To kaže tudi kot mentor študijske in supervizirane prakse prihodnjih in novo diplomiranih psihologov z univerz v Mariboru, Ljubljani in Kopru. Je med prvimi nosilci certifikata EuroPsi za organizacijsko psihologijo v Sloveniji, ki ga izdaja Evropsko združenje psiholoških društev, EFPA, in je bil 2 mandata predsednik sekcije za psihologijo dela in organizacije v Društvu psihologov Slovenije. O organizaciji časa se bomo pogovarjali, pa bi Eva začela kar s teboj. In sicer z vprašanjem o izgorelosti. To je en koncept, ki smo ga psihologi že pred časom začeli jemati zelo resno. Zdaj pa se mi zdi, da ga tudi širša javnost vse bolj sprejema in da se vse bolj priznava kot pomemben pojav. Kdaj se je to začelo spreminjati in zakaj? Še vedno ga ne sprejemamo tako, kot bi ga mogli, zaradi tega, ker ni medicinske diagnoze temu primerne. Se mi zdi pa, da bolj, ko so izgoreli ljudje, posamezniki, med njimi sem tudi jaz, bolj smo glasni, bolj se mi zdi, da smo začeli ozaveščati, kakšne so posledice. Ko je človek, na primer, utrujen po dnevu študija, si utrujen, se naspiš, naslednji dan si v redu. Po koncu izpitnega obdobja lahko rečemo, si izčrpan, rabiš en teden morja. Izgoriš pa ne zaradi preveč dela. Izgoriš zaradi tega, ker pride do nekega čustvenega konflikta, ki ga v sebi držiš in ga ne moreš rešiti. In to te gloda. Kako pa sploh prepoznamo izgorelost? Zdaj, mi ta gradiva pripravljamo za študente in mislim, da bi tudi študentje morali znati prepoznavati izgorelost. Kaj bi se z njimi dogajalo, ko bi do tega začelo prihajati? Predvsem znaten upad energije. Jaz včasih to rečem kot naš mobilni telefon, ko ima 100% energije, funkcionira, ko izgoriš, to se zgodi, to rečemo adrenalni zlom, pade dol, 5% energije. Koliko lahko narediš s 5% energije? Morda zjutraj vstaneš, se stuširaš, se oblečeš, pa ne moreš več čist dan, ne zmoreš več. Hkrati lahko delaš napake na delovnem mestu ali pa med študijem, ne moreš se skoncentrirati, slabo spiš. Ne maraš biti v družbi drugih ljudi, to ti pije energijo. Skratka, neučinkovitost, neka asocialnost in popolna izčrpanost. In še to bi rekla, ta izgorelost je res problematična, ker okrevanje ponavadi traja tam nekje od 6 do 24 mesecev. In to ni tako enostavna stvar in jaz sem alergična, ko ljudje rečejo, joj, sem izgorela, po izpitnem obdobju nisi izčrpana, izgorel si pa takrat, ko je res alarmantno stanje. Torej je napačno prepričanje, da rabimo teden dni dopusta, pa bo vse v redu. Žal ni tako. Ja. Koliko izgorelosti pa ti opažaš pri študentih? Se mi zdi, da danes ta visoka pričakovanja, ki jih sprožajo na eni strani socialna omrežja, na drugi strani dejansko visoke zahteve univerzitetnega študija, tudi morda perfekcionizem, ki je vse pogostejši pojav pri študentih. Botruje to temu?
Ja, že sama si omenila, ne? To so določene osebnostne lastnosti posameznikov, ki izgorevamo. To so predvsem ljudje, ki želijo imeti vse pod svojo lastno kontrolo. Osebe, ki so morda nesamozavestne, ki imajo slabo samopodobo, hkrati pa želijo ustrešiti. In hkrati ta perfekcionizem naredi vse popolno, brez napak. Hkrati pa nismo samo mi tukaj, hkrati ponavadi izgorimo zaradi tudi nekega odnosa. Odnosa morda celo do Instagrama, ki se tekmujemo z nekom, ki je lepši, ki je bolj mišičast, ki je bolj virtuozen, ki je bolj razgledan, ki je bolj pameten, učinkovit. In to vse nas lahko pripelje do izgorelosti. In še en dejavnik, ki se mi zdi pomemben, pa bi ga rada omenila, so pa naši starši. Naši starši nam dajajo včasih neke cilje, ki jih oni niso dosegli. In si želijo in vlagajo svoj čas, svoj trud, svoj denar in vlagajo svojo energijo v nas. In mi moramo tisti, ki bi mogli zasijati, ki bi mogli zmagovati, ki bi mogli biti najboljši, na katere bi bili potem starši ponosni. In s to brezpogojno starševsko ljubeznijo dajejo energijo v nas, da moramo mi zmoči tega, kar oni niso mogli. In tukaj se mi zdi, da je tega res veliko za posameznike. In ja, med študenti, kot si vprašala, opažam tega kar veliko. Zanimivo je, da še vedno starši tako zelo vplivajo, čeprav so študenti načeloma odrasli ljudje. Seveda, to so mladi odrasli. In študijsko obdobje, če se ga spomnimo, mi trije, ko smo študirali psihologijo, je bilo tudi polno zabav, luštnih stvari, marsikaj smo špičali, včasih kaj preplonkali, z nasmeškom na ustih se spomnimo teh stvari, ne pa tistih stvari, ki so nas bremenile, tiste odgovornosti, Bog ne daje kakšnih bolezni. Matic, ogromno se ukvarjaš z mentoriranjem mladih psihologov. Ko pridejo na prakso, jaz včasih dobim občutek, da se jim zdi, da s fakultete prinesejo le malo znanja in da imajo občutek, da se morajo na praksi naučiti vse na novo. Se ti zdi, da je ta njihov občutek realen ali v bistvu znajo več, kot menijo, da znajo? Ja, tu se lahko lepo navežem na kar si Eva povedala. Dobra novica je, da običajno znajo več, kot mislijo. Slaba je pa ta, da se počutijo tako, kot se počutijo. Skratka, njihov občutek je realen, to ni dvoma. Po mojih izkušnjah pa znanje imajo. Zelo veliko znanja imajo, kar je pa pomembno, je pa, da to znanje kontekstualizirajo. Skratka, da zdaj to znanje uporabimo na določen način. Na mojem primeru je to, ko delam z organizacijami, da vedo, naprimer, na kak način komunicirati stvari s publiko, ki ni iz njihove stroke, da znajo stvari poenostaviti, da znajo stvari uporabiti, prenesti v določene postopke, pristope, ki so ustrezni za okolje, kjer so. Zdaj, omenil si mentorja. Kako velik vpliv ima mentor na tega bodočega delavca, na zaposlenega? Je morda vloga prvega mentorja večja kot vloga vseh ostalih mentorjev? Torej, zdaj, če je dober mentor, lahko verjetno marsikaj koristnega naredi. Moj iskren odgovor bi bil, da ni nujno, da je prvi dober. Tekom življenja in kariere mislim, da jih imamo uradnih in še več neuradnih. In da ni toliko bistveno. Recimo, če izhajam iz svoje izkušnje z mentorji, se spomnim kakšnega uradnega mentorja, ki ga ne bi opisal kot posebej dobrega mentorja. Ni bil škodljiv mentor, ampak nisem pa recimo dobil nekako tega, kar sem rabil. Medtem ko se mi zdi, da smo tisti, ki smo majčkeno bolj angažirani, da se malo bolj zavzemamo za to, kar počnemo, da jih spontano iščemo in najdemo. Torej, da nek del poti karierne, da se mi na nek način preklopimo, pa se učimo od njih. Da je to zelo dragoceno. Torej, tudi če je mentor slab, pač prepoznamo in začnemo iskati novega. Ja, tukaj se dotaknemo vprašanja vrednot, pa kaj nam je pomembno. Torej, če nam je nekaj pomembno, nas tudi slab, rečemo, mentor ne bo ustavil. Če smo majčkeno v dvomih, je to za nas ali ne, lahko vpliva. Načeloma pa zasledujemo to, kar nam je pomembno. Torej, identifikacija vrednot je lahko ključna?
Lahko je. Mislim, vplivajo tudi, če jih ne znamo ubesediti. Skratka, zasledujemo nekaj spontano, tudi če nimamo besed za to, recimo. Tukaj imam jaz en predlog za študente, naprimer, kako najti dobrega mentorja, tistega, kot je rekel Matica, kjer se bodo naše vrednote poklopile oziroma vsaj delno ujele. Morda, da se s tem mentorjem že preden se gre v mentorski odnos, morda, da se gre na kavico, morda, da se naredi neko nalogo, manjšo, nek projekt, neko študentsko delo in se na ta način že mentorja spozna, preden se ga prosi za uradno, formalno mentorstvo. Se mi zdi, da tukaj velik vpliv ima seveda tudi pogovor med študenti samimi. Se pogovarjajo o tem, kdo je dober mentor, kdo je slab mentor. Je pa res, da včasih oni mentorje iščejo ne na račun tega, kdo jih bo bolje spodbujal in pomagal, da se razvijajo, ampak kdo bo več delal namesto njih. Kaj mislite o tem? Raziskave kažejo, psihološke, da ponavadi podrejeni ocenjujejo svoje vodje na osnovi njihovih medosebnih veščin, teh mehkih veščin. Vodje med seboj ocenjujejo pa drugega na osnovi kompetenc. In jaz si predstavljam, da študenti ocenjujejo mentorje na osnovi predvsem nekih človeških lastnosti, biti dostopen, empatičen. Danes sprašujem naše študente psihologije, da si želijo predvsem mentore, ki bodo odzivni, ki bodo etični in tudi, ki bodo dali neko konstruktivno povratno informacijo na njihovo delo, da lahko ob tem oni potem tudi naprej rastejo. Ja. Tudi, če je ta povratna informacija negativna, a ne? Tudi je, čeprav se mi zdi, da jo današnje generacije to povratno informacijo, ki je negativna, vedno težje sprejemajo. In včasih tudi ne želijo slišati. Tudi moje izkušnje so nekako take. Ja. Ne bi rekel, da velja za vse in da je nekako nepremostljivo, ampak če je ena stvar, ki se mi zdi, da bi lahko delali na njej, je sprejemanje negativnih povratnih informacij. Ne bi rekel, da je to generacijski problem, ker imam težave s tem, da bi rekel, da ta generacija je takšna in takšna, ne? Ampak je pa stvar, ki jim je lahko koristna. Matic, ukvarjaš se z eno zanimivo metodo, onboarding oziroma organizacijsko uglaševanje. Kaj je to, neka posebna oblika mentoriranja? Ja, organizacijsko uglaševanje mi je najprej Eva, hvala, ker ste uvedli ta pojem, zato ker imam izjemno rad glasbo in sploh ta element oglaševanja mi je blizu. Se imenuje tudi organizacijska socializacija. Gre pa za nekako medsebojno prilagajanje posameznika in organizacije. Mentoriranje je lahko del tega, ni nujno celota. Tu govorimo vsem od tega, kako komuniciramo s posameznikom na poti od točke, da sprejeti ste in do dneva, ko prvič pride v podjetje, da dobi računalnik, telefon, če še dobi telefon, včasih zdaj že samo umevno, da ga ne. Torej do tega, da spozna ekipo, da spozna vodjo, da spozna postopke, da je nekako sprejet v ta širši krog organizacije. Za razliko od strogega oglaševanja, ki je vezano na nek točno določen ton, je pa tukaj majčkeno bolj vzajemno. Seveda organizacija verjetno bolj vpliva na posameznika kot posameznik nazaj, ampak posameznik tudi vpliva nazaj na organizacijo. Zato je nekako vzajemen proces poslovanja. Zato je izraz podoben orkestru. Ja. Tako je. Je v odnosu do. Eva, kaj lahko najdemo na spletni strani psihologijadela.com? Na to stran sem pa zelo ponosna, ker jo delajo študenti psihologije že 10 let in pišejo kaj vse na delo prinaša, kakšne stiske imamo, ko smo pod stresom, tam najdemo določene infografike, video vsebine, razmišljanja študentov o naprimer 4-dnevnem tednu ali o 6-urnem delovniku ali usklajevanju dela prostega časa. Prisotni smo tudi na vseh družbenih omrežjih in vsako leto generacija opozori morda na neke probleme. Naprimer, v letošnjem letu so raziskovali študente, kakšna je znamka določenega poklica, naprimer poklica glasbenika, učitelja, športnika. Znamka pomeni kot blagovna znamka v medijih. Ukvarjajo so se z prihodom umetne inteligence v naša delovna okolja.
In pa naprimer tudi o dobrem počutju na delovnem mestu. Danes se mi zdi, ko primanjkuje kadrov, večina delodajalcev se zaveda, da tudi dobro počutje, skrb zanj, da je ena ključev za to, da nekoga privabiš in tudi da ga obdržiš v svojem delovnem okolju. So te informacije namenjene samo študentom psihologije ali so tudi, je želeno, da bi se to širše spremljalo? Mislim, da študentje pišejo na način, da lahko prebere vsak, da lahko spremlja vsak in tudi, da lahko deli. Naprimer, tudi na YouTubu imamo pod kadrovska psihologija 160 videov, 5-minutnih v slovenščini, različne teme, naprimer osamljenost na delovnem mestu, ki se mi zdi super ideja za nekoga, da pogleda in morda v kolektivu potem o tem debatira, odpreš debato. Ne? Ali pa razlika med absentizmom, prezentizmom, kaj je to, razloženo v videu, pa se pa pogovorimo, a to pri nas obstaja, lahko kaj spremenimo, karkoli, ne. So izjemno učinkoviti torej študenti. To so del rednih obveznosti, ki smo jih pa zapeljali na ta način, da so tudi lahko uporabne za vse Slovence, milijon nas je Slovencev, ki delamo. Ja. In ja, vsak se s temi stvarmi ukvarja vsak dan. Ja. Veliko delamo, se bom na to navezala. Glasbeniki so že tekom študija pogosto zaposleni v kakšnih glasbenih šolah, delajo, sodelujejo v raznih orkestrih. Šport seveda vsebuje izjemne količine fizične vadbe in bi si mislili nekako, da bodo športniki uspešni pri regeneraciji, pa kljub temu pojavljamo oziroma opažamo ogromno pretreniranosti. V športu namreč za izraz izgorelost uporabljamo pretreniranost. Se ti zdi, da so morda športniki, študentje in športniki glasbeniki, torej s to dvojno kariero, bolj izpostavljeni izgorelosti kot ostali? Mislim, da ne. Da so bolj izpostavljeni izčrpanosti, dolgoročno, njih svoje telo izčrpavajo čez meje, lahko včasih, kot izčrpavamo mi naš telefon, če ga pustimo, da je prazna baterija. Ja. So pa bolj povezane z neki notranji konflikti, kot sem rekla, glede izgorelosti, neke osebnostne lastnosti, ki so pa, mislim, da je enakomerno razporejene med vse študente Univerze v Ljubljani. Zdi pa se mi pomembno, da tako kot naš telefon polnimo vsak dan baterije, da tudi športnik vsak dan pomisli, a ima moje telo dovolj časa za počitek, a imam dovolj časa moji možgani, da se odklopijo. Zdi se mi pomembno ključne 3 stvari. Dovolj spanja, ustrezno prehranjevanje in pa medosebni odnosi. To se mi zdi, da so osnovne stvari ABC, neke higiene, ne glede, a si vrhunski športnik ali pa samo rekreativec. Ali igraš samo, ne vem, za Elizo kot glasbenik v rekreativne namene, ali pa si vrhunski glasbenik na svetovnih koncertnih odrih. Ja, tukaj se popolnoma strinjam. Ja, ni treba zasledovati samo vrhunskosti. Že to, da se učijo usklajevati dvojno kariero, se mi zdi izjemnega pomena za prihodnost v življenju, ker bodo pa usklajevali družinsko pa poklicno življenje, naprimer, ali pa morda imeli delovno mesto, ki se bo dotikalo 2 različnih področji, pa bo treba to usklajevati. In v resnici raziskave kažejo, da za ženske so bile narejene raziskave, ženske, ki imamo več vlog v življenju. To pomeni, da nisem samo športnica, nisem samo profesorica, nisem samo mama, imajo več vlog, lažje grejo skozi življenje. Lažje, ker v resnici, ko jaz pridem domov iz fakultete, jaz odložim probleme s fakultete in postanem mama. Ne? Oziroma, ko jaz odložim smučarsko opremo in se doma posvetim svoji dragi za to, da greva skupaj v kino ali pa kaj dobrega skuhava, odložim težave, ki sem jih imel ali pa izzive, ki jih imam na treningu, lahko je za 1 uro. Pa je to zelo dovolj za spočiti naše misli in telo. Matic, kako pa ti skrbiš za nadzorovanje lastnega kvalitetnega dela? V sekciji za športno psihologijo smo pri Društvu psihologov Slovenije pred časom uvedli intervizije, supervizije, kjer se lahko s kolegi pogovarjamo o tem, kaj delamo prav, iščemo napotke za naprej. In meni osebno je to postalo nekaj neprecenljivega, zato ker sicer kot profesorica in kot športna psihologinja bolj ali manj jaz poučujem druge. In ta izkušnja, da se imam možnost tudi učiti od drugih in izmenjati izkušnje, je zelo, zelo pomembna. Kako pa ti skrbiš za svoje delo?
Podobno smo naredili na sekciji za psihologijo dela in organizacij. Smo začeli z nekaj intervizijskimi skupinami, ki se tudi z veseljem udeležujem. Moja izkušnja je bila zelo podobna. Je izjemno dragoceno dobiti zunanji pogled, ker včasih skoraj da po definiciji ne moreš videti, česar ne moreš videti. Torej, da dobiš majčkeno gledala ali pa pogleda v kakšna področja, recimo, ki bi jih lahko peljal, drugače pa se jih ne moreš spomniti, ker si mogoče prvič v taki situaciji, kolega pa že bil. Eva, si predstojnica oddelka za psihologijo na Filozofski fakulteti. Srečuješ se seveda z mnogimi organizacijskimi zahtevami in ustrezna razporeditev časa je ključna. Katere metode, pristope za dobro organizacijo časa uporabljaš? Uporabljam na e-mailih imamo lahko, da naredimo, da dobi mail oseba takrat, ko jaz želim, da ga ti dobiš. In naprimer, včasih si privoščim popoldansko siesto, ki je morda ob 1 popoldne, ki je naš aktivni delovni čas. Spim do 2 popoldne, si pripravim kosilo in grem potem popoldne delati in maile, ki jih pošiljam ljudem, nastavim, da jih dobijo prihodnji dan zjutraj. To pomeni, da usklajujem moje notranje potrebe s potrebami mojega delovnega mesta. Druga stvar, ki je, poskušam čez vikende ne delati. Tretja stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, da komuniciram. Udeležujem se na Matičevo pobudo ene intervizijske skupine, kjer poskušam določene izzive, ki jih imam na delovnem mestu, prediskutirati, iskati rešitve z mojimi stanovskimi kolegi. Četrta stvar, ki se mi zdi pa tudi zelo pomembna in jo prakticiram v zadnjem času, je pa predvsem čuječnost, ki je danes zelo moderna, pa je ne maram tega izraza, ker mislim, da so bili naši dedki pa babice tudi zelo čuječi. Ko je na primer babica kvasla testo ali pa gnetla testo za potico, je bila tukaj in zdaj s tem testom, je vohala, je čutila, si je želela, da bo dobro shajalo in da bodo njena družina zadovoljni. Jaz pa to čuječnost prakticiram na ta način, da ko se kam peljem, prižgem Radio Aktual z mojo najljubšo glasbo in sem 5-10 sekund prisotna. Prisotna, da rečem, čutim, sedim, noge na tleh, roke tukaj, vidim, kako diham, nič me ne boli, nimam kredita več za avto, moji domači so vsi srečni. 10 sekund. In v teh 10 sekundah se vzpostavljajo neke nove kognitivne povezave, nevronske povezave, ki nam omogočajo neko dobro, zdravo bazo, da lahko funkcioniramo potem še tudi v bolj stresnih situacijah, da se lažje poprivam. In ta čuječnost se mi zdi, da vedno pogosteje uporabljamo v svojem življenju, tako spontano. Se mi zdi, da je pomembno znati biti prisoten tukaj in zdaj, ta izraz je tudi meni osebno zelo všeč, tudi takrat, kadar stvari ne grejo povsem po načrtih, da ostanemo s tem, kaj se zdaj dogaja, ne, kaj bo to čez čas pomenilo. Se strinjaš? Res je. In tukaj imam kar nekaj idej, kako se prizemljiti. Ena od takih idej je metoda 4-7-8, če jo poznaš, glede dihanja. To pomeni, da nekaj groznega se mi zgodi, ali pa zelo sem pod stresom, ali pa dobim nek slab rezultat, takšen ali drugačen, to športen, glasbeni ali karkoli. Kaj je narediti? Lahko je panika, lahko pa samo se usmerimo na svoj dih. In naprimer, dih, ko vdihujemo, štejemo do 4, zadržimo dih, štejemo do 7 in potem izdihujemo počasi do 8, štejemo. In medtem, ko štejemo in dihamo, smo osredotočeni na naše telo, in hkrati umu ne pustimo, da se ukvarja s tem, kako grozno nam je, ker smo dosegli tako slab rezultat. Tako da take vaje za prizemljitev jih je kar nekaj in se mi zdi, da vsak lahko najde neko, ki je njemu ljuba, ki zanj funkcionira in mu pomaga vsaj za prvo reakcijo. Saj dogodku ne moramo pobegati, stvar moramo reševati konstruktivno. Ampak kljub temu so lahko neke mehni taki namigi, kako lahko prelisičimo včasih naše misli. Ker misli nas pa tudi včasih ubijajo. In ko razmišljamo negativno, ko vidimo sovražnike okrog nas, ko vidimo, kako ne moremo delati, to se vse v naših mislih dogaja, jaz osebno čutim, da nam odteka energija. In to odtekanje energije moramo zaustaviti. In zaustavimo lahko z nekimi tehnikami, ali je to čuječnost, ali tukaj in zdaj, ali karkoli.
meditacija, naprimer, a ne, da sem tukaj in da ohranjam energijo, s katero se bom spopadla z novim izzivom. Dihanje je sploh en tak skoraj da magičen telesni proces, ki se mi zdi, ga imamo vedno tu in ga lahko vedno uporabimo. Ne? In, tudi že v prejšnjem modulu smo študentom razlagali o tem, kako vse se da dihanje uporabiti za tako boljšo pripravo na nastop oziroma na izvedbo. Pa se mi zdi, da to res ni samo za športnike in glasbenike, ampak to za popolnoma vsakega od nas, ker vsi doživljamo vsa ta čustvena stanja. Stres je neizogiben. Če se lahko navežem še eno načelo, ki je včasih uporabno, je, da ne verjemi vsemu, kar misliš. Ja, to je pa zelo dober princip, ki ga je pa se treba kar malo naučiti upoštevati. Ja. Matic, pomemben del tvojega življenja je lastno ukvarjanje z glasbo, sodeluješ v kolektivu Destroy, bil si bobnar v različnih skupinah. Kaj meniš o organizaciji časa takrat, ko se nekdo ukvarja z več področji? Kako ti je uspevalo včasih, kako ti gre s tem zdaj? Ne vem, kako mi je včasih uspevalo brez planerja. Kot študent se spomnim, sem se mečken nasmihal pa nos vihal nad ljudmi, ko uporabljajo planer. Zdaj sem pa tu. Torej, kar se usklajevanja tiče, ne samo to, ampak če govorimo o pristopih, ki jih uporablja kdo, recimo jaz imam v koledarju, ki je to, da je dostopen prek več naprav, sem ga digitaliziral, prej sem imel fizičnega, sem uvedel barvni sistem. Torej, različna področja ima različno barvo, recimo zasebno, počitek, odnosi in podobno je rumeno, a ne, ko pogledam tedenski razpored, če ni dovolj rumene, vem, da imam težavo, moram še nekaj rumenka dati tja. Zadnje čase mi pa res veliko časa jemlje, ali pa namenjam, bom rajši rekel, ker se mi ne občuti, kot je manje časa, rajši rad ga dajem tja, je pa oranžno in to je glasba. Torej, trenutno imamo res veliko dela, je ravno pač plošča v pripravi, ampak to je stvar, ki z veseljem počnem, pa smo spet nazaj pri organizaciji časa in pomenu vrednot tega, kar nam je pomembno pri tem. Torej, v določene stvari zelo radi vlagamo čas in je pomembno, da ga, ker nas to polni. Kot je recimo rekla, za zgorelost težava je, kadar moramo, ali pa se nam zdi, da moramo namenjati času nekaj, kar nam v resnici ni. Govoriš o smislu, ne? Smislu, ja. Smislu, tisti važen smisel, to zakaj študiram. Ampak to smisel, če študiram zaradi tega, da bom zadovoljila svoje starše, to nima smisla. Ali pa ima smisel majhen, ne? Ampak če je smisel to, da bom jaz zaradi tega dosegla višjo stopnjo izobrazbe, dobila boljšo službo, višjo plačo, bila bolj samostojna, ne? Se je realizirala, neke notranje svoje vrednote lahko skozi neko stvar spoznala, ta smisel se mi zdi zelo pomemben, da ga najdemo. Torej, neka ustrezna količina samorefleksije, ne? Torej, zakaj počnem to, kar počnem? Počasih ima že stvar sama zadosten privlak, da niti ni zavestno vprašanje, enostavno gravitiramo tja. Se včasih se ne zavedamo v resnici tega, kaj so naše osnovne vrednote, se mi zdi. Včasih imamo idejo, kaj si želimo, ali pa se nam zdi, da bi morali biti, pa niso v resnici, pa se zopet spravimo na tanek led, ker zopet vlagamo energijo in resurse v nekaj, kar nas črpa. Pri glasbenikih se zgodi, da je glasba tako nekako posrka vase in da je potem, ne vem, preveč oranžnega v planerju. Se ti zdi pomembno, da znaš postaviti meje oziroma kdaj tudi reči dovolj? Zdaj pa malo več, ne vem, rumenega noter ali pa modrega, ne vem, s kakšno službo označuješ. Eno načelo je, da najboljše orodje pri organizaciji časa je koš za smeti, torej kaj boš vrgel stran, časa se boš znebil. V mojem primeru so to obdobne stvari, recimo, če se pripravimo miselno in z urnikom, da vemo vnaprej, da bomo malo več časa morali vložiti v nekaj, potem niti ni take težave, ko planiramo okrog tega. Zdaj za tiste, ki so na vrhunskem nivoju, tukaj bi sebe izvzel, bi mogoče dal na nek polprofesionalni nivo, recimo, ki ni da bi se preživljali s tem, ampak vem, da bodo to gledali tudi študenti glasbe, ker je profesionalno. Je pa to v bistvu njihova služba, kar je posebej nerodno tam, je pa da običajno na obratnem urniku kot večina sveta, ko gremo mi uživati na koncertu, so oni delajo v službi. Tako da mogoče bolj to se mi zdi, da je za njih sploh pomembno, da imajo čvrste odnose, da vzpostavijo močne vezi, podporno okolje, da se lahko nekako napolnijo nazaj, če zopet baterijo v telefonu uporabljajo.
Se ti zdi ta področji športa in glasbe primerljivi tako z vidika pomena usklajevanja številnih obveznosti? To težko rečem, ker nek športnik res nisem. Pač sem treniral kaj, ampak ne bi se dal v to kategorijo. Bi pa rekel, da mogoče z tega vidika je lahko podobno, da so mogoče majčkeno bolj eksotični delavniki, si predstavljam tudi za športnike, čist drugačen bioritem za spanje, za prehranjevanje, potuješ nekam daleč v drug časovni pas, si predstavljam, da je lahko izziv. Ja, ker ko sva s Katarino začeli se pogovarjati sploh o tovrstnem sodelovanju, bolj kot sva se pogovarjali, bolj sva ugotavljali, da gre za številne vzporednice in da pravzaprav oboji vadijo, trenirajo in potem nastopajo. In ko smo prišli do tega, da so to tudi študentje, se jim kar naenkrat odpre še eno zelo veliko področje in sicer se oni študirajo to, kar radi počnejo, ampak kljub temu sta to dve karieri, ki jih poskušajo usklajevati in tukaj organizacija časa je ena od stvari, ki mora delovati. Jaz bi se vama iskreno zahvalila za tale zanimiv pogovor, za vajin pogled v področje organizacije časa in vama želim še ogromno dobrega usklajevanja lastnih obveznosti za naprej. Hvala lepa. Hvala za vabilo.